Zanima, ali ste kaj v stiku s tožilstvom? Ker na tožilstvu so mi nazadnje rekli, da pač predkazenski postopek še kar poteka in to zdaj že ne vem koliko časa. Ja, najlepša hvala za vprašanje, ste me v bistvu spomnili na zadevo. Specializirano državno tožilstvo prav tako ni želelo predati dokumentacije naši parlamentarni preiskavi in zato smo že pred, mislim, da mesecem in pol zahtevali, torej prav tako preko okrožnega sodišča v Ljubljani, da se ta dokumentacija pridobi. Sodišče nam je temu ugodilo. Specializirano državno tožilstvo bi moralo že teden dni nazaj to dokumentacijo izročiti, vendar tega še ni storilo. Zato smo ponovno pozvali preko sodišča, da torej po uradni poti, tako kot pač poteka procedura, da nam povedo, kako daleč so zadeve oziroma kdaj lahko to gradivo pričakujemo. Je pa podobno kot pri Komisiji za preprečevanje korupcije, izgovarjanje pač, da gre za predkazenski postopek in da bi z predajo gradiva ovirali v bistvu njihov proces, kar pa seveda po vseh zakonih in procesih to ne velja. Lahko še eno, na policiji so pred časom povedali, da se je njihova preiskava zaključila z predajo pač poročila na tožilstvo. Se pravi, to se pa ponavadi zgodi takrat, ko se nič ne ugotovi. Kako to komentirate? Ja, tudi to imamo mi prav tako ta podatek. NPU nam je posredoval pač dopis, v katerem navaja, da so predali vse specializiranemu državnemu tožilstvu. Zdaj, kakšne so njihove ugotovitve in kakorkoli ne morem komentirati, ker enostavno teh dokumentov še vedno nimamo v rokah. Ker te dokumente očitno ima specializirano državno tožilstvo, ki pa nam jih ne želi predati. In tako da težko pač komentiram v tem trenutku izsledke NPU. A so vam povedali vsaj to, koga so preiskali v okviru svojega predkazenskega postopka? Je bil to kdo iz UKC-ja, ki je bil takrat zadolžen za nabavo, ki je bil takrat zadolžen za naročanje teh opornic po previsokih cenah? Koga? Sprašujete glede NPU-ja ali specializirano? Oboje. Vseh. Ja, policija in tožilstva, če karkoli veste. Ja, ne, niti NPU, niti specializirano državno tožilstvo ni v bistvu v teh dokumentih, ki nam jih je posredovalo, navajalo imena ali inštitucije, ker niti ni v bistvu bila to namen. Mi smo želeli torej vso dokumentacijo, z tiste dokumentacije bi potem lahko mi razbrali koga, če sploh koga so v bistvu zaslišali. Komisija za preprečevanje korupcije pa v svojem poročilu, ko mislim, da ga bodo danes javno objavili, pa navaja v bistvu določene sume z imeni oziroma imeni podjetij, ki so Mark Medical, potem tudi z UKC Ljubljana, tako da drugih podatkov pa nimamo.